Ja, jaz sem se odločil za pridelavo naravnih vin, ker enostavno nisem več videl smisla v tem intenzivni pridelavi vin. In mislim, da je to edina prihodnost, posebno še majhnih proizvajalcev, ker ni potrebe, da s to intenzivno pridelavo, da rečem negativno, nadgrajujemo ta naša vina, ker imamo že take naravne danosti dobre, res zelo dobre in jih škoda, da jih ne prenesemo iz narave na grozdje, iz grozdja v mošt, v vino in to damo našim pivcem, našim ljubiteljem našega vina. In glede na to, da je naša pokrajina zelo čista, neokrnjena, je to zadnji čas, da se čim več ljudi obrne v to smer, ker tudi po pitju takih vin je počutje povsem drugo, kot pa pitju vin s intenzivno pridelavo. Morda še zanimivost, pojem oranžna vina, kaj to je. Oranžno vino je res morda komercialno ime, vendar zame osebno oranžno vino se zgodi v vinogradu. Dejansko to povzeto iz neke zgodovine naših prednikov, ker naši predniki so macerirali vina tam do en teden, tudi bela vina, ker s tem so dobili stabilnost vina, ni bilo treba pač posegati v vina z drugimi zadevami. Tudi žvepla je rabilo manj vino, ki je bilo narejeno po tem postopku, vendar vsi pivci se morajo zavedati in proizvajalci, da vino mora priti perfektno grozdje, katero ni tretirano z nobenimi sistemiki in pesticidi in umetnimi gnojili iz vinograda. In na osnovi tega grozdja, tega mošta se pol da narediti lahko tudi podaljšana maceracija in res eno lepo vino, ki se tudi komercialno imenuje oranžno vino.